V sredo 25. marca 2015, pozno popoldne, je v organizaciji Splošne knjižnice Slovenske Konjice potekal pogovor z duhovnikom v zaporih. David Volšek, dijak Srednje poklicne in strokovne šole Zreče, je z njim spregovoril o življenju in o njegovem delu. Robert Friškovec, zaporniški duhovnik, mediator, koordinator za duhovno oskrbo pri Upravi Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij, pravi, da v zapor ne gre za to, da razume, ampak za to, da sliši. Je edini slovenski zaporniški duhovnik, ki v slovenskih zaporih opravlja zaporniško pastoralo, skrbi za duhovno oskrbo zaporniških oseb, se pogovarja z žrtvami kaznivih dejanj in družinami obeh. Ni sodnik zapornikom, niti jih ne spreobrača. V njegovem življenju je zelo močna ena beseda – izziv. Problem današnje družbe je, da ne znamo biti profesionalni. Sam pravi, da je v prvi vrsti preprost človek, kristjan in duhovnik, stari roker po duši. Prihaja iz Škofje Loke, iz blokovskega naselja, rodil se v tipični slovenski družini, kjer je pogrešal pristen pogovor ne samo o šoli in o obveznostih, temveč o marsičem pomembnem za vsakodnevno družinsko življenje. Ob koncu osnovne šole in v začetku srednje je začutil v sebi nesmisel. Bežal je v svoj svet. Vedno si je želel postati kirurg, saj, kot pravi sam, obožuje bele halje. Vedno, kadar je slišal rešilca, je hotel biti kar zraven. Doma niso hodili v cerkev. Njegovo prvo srečanje s cerkvijo je izgledalo tako, da je stal v ozadju in opazoval ljudi, kaj tam počnejo, govorijo in je samo poslušal. Na teologijo v Ljubljani se je vpisal kot študent laik leta 1992. V prvem letniku je ljubiteljsko obiskoval še predavanja medicine. Po 7 letih študija je postal duhovnik. Večkrat se je spraševal, kaj to pomeni, da te Bog kliče. V semenišču je začel samostojno odkrivati, kaj pomeni ta božji klic. Robertu je vsak obraz božja podobnost, kjer je skrito vse. Ljudje so včasih rekli, da so samo 2 poklica, duhovnik in učitelj. Kako ste pa vi sledili svojemu klicu po poklicu? Jaz sem hotel biti zdravnik. Jaz sem bil bolan na bele halje. Jaz sem pregledal vse nadaljevanke, ki so bile v povezavi z raznimi urgenci, ambulance, vse. Ko je šel rešilce, jaz sem pravzaprav hotel biti kar noter v tistem rešilcu. Pogledaj, bo to res fenomenalno. Jaz sem želel postati kirurg. Pa ne vem zdaj vprašati, če se tako rad ljudi rezal, ampak to je bila ena taka spodbuda, zdravniški poklic. In še danes, jaz eno veliko spoštovanje čutim do tega poklica, to je eno tako doživljanje vsega. Zakaj sem se vpisal na teologijo kot laik? Predvsem v iskanju takrat že nekaj postavljenih korakov v veri in predvsem v iskanju nekaj trdnejšega temelja. Jaz sem bil že proti koncu, lahko rečem, pubertete, konc srednje šole in me ni zdaj zadostilo, nebesa so gor, teko je dol, Bog je, Bog se 30 momentov, tako okej. Mislim, kakšna je nebesa gor, kakšen teko dol. Meni je bilo to popolnoma, tako kot rečem, mladi brez veze. In zato sem želel iskati nek teoretični temelj, in to je bil tudi študij teologije, temu namenim. Obenem sem hodil v prvem letniku tudi poslušati določena predavanja na medicini. To je bilo to, Nikoli pa nisem imel neke želje, da bi postal duhovnik. Imel sem tistih 5 skromnih želja. Imeti fajn ženo, fajn otroke, fajn hišo, fajn avto, pa fajn službo. Skupni imenovalec je fajn. Ker si tudi želiš, neko svojo zgodbo enkrat napisati. Kako sem postal duhovnik? Kaj se je zgodilo? Enkrat je nekega večera me poklical moj domači župnik in me povabil v kuhinjo, v župniščo in tako posebej na drugo stran mize in pravi, Robi, kaj bo zdaj s tabo? To so tako ena taka manj zanimiva vprašanja, seš nekaj nič. Pravi, kaj pa kaj misliš? Pa nič ne mislim. Človek je šel ob 10. zvečer do telefona, poklical bivšega nadškofa Šuhterja, se dogovoril, da pride z enim fantom naslednji dan dol, jaz sem se tresel tako naslednji dan v avtu, ko so se vozila proti Ljubljani. Počakal 15 minut pri eni redovnici, župnik je šel k njemu noter, po 15 minutah se zavenja in pravi nadškof Šuhter, fant, kaj posledice? Sem je že tvoj župnik marsikaj v tem povedal. Kaj bo zdaj stalo? Jaz bi gledal tako, s katere pravljice je pa on zdaj. Ampak meni je bilo res isto, nič, ne vem, se zdaj jaz vas sprašujem, kaj bo z vami potrebja, hormonija, ne vem, boži kaj, in potem malo vprašala, si že kdaj razmišljal o duhovniškem poklicu? Jaz sem točno vedel, da če bom rekel bo rekel, je dobrodošlo, da zdaj rečem ne. Ker res sem v glavi, moj 5 skromnih želja, to je to.
In potem smo imeli ta pogovor. No. Zdaj, omenimo še to, če zdaj z vami začnem tukaj, pa me ne zanima, ste verni, ne vem, kakorkoli živeni, če z vami začnem debatirati o tem, kako nekoga Bog kliče, boste rekli, za mladega človeka to sploh ne tak, nimaš pojma. No. Ne vem, kako si ljudje to predstavljajo, tudi se odprejo nebesa, Bog oče dol pogleda, pa reče, kaj, ne vem. Ali danes, smo v neki taki mobilni varianti, se na mobilniku izpiše številke nebesa, pokliče, kaj se Sveti Peter, pa reče, samo veže na Boga očeta in potem se oglasi Bog oče, pa reče, ali ti bil duhovni gredovnik, mislim, meni bo to, no? Ali pa ne vem, pride sama mati Božja, dol pozvoni na domofon, pa reče, ali šel ti ima z mano. Kako si to predstavljal? In meni bo to tako, da je mi heca. Na koncu pride od rezultata, ko reče, da je tam ena hiša, ki se imenuje Semenišče v Ljubljani, tam, kjer je pokrita tržnica, kjer se fantje odločajo, sem rekel, da si konc po enem letu, da sta tako še vedno svojo pot. Hvaležen sem fantom, ki so bili takrat v Semenišču, ker sem skozi njihov združenje z njimi pogovore odkrival, kaj to zame sploh pomeni. Ta večer vas bom gledal samo en del vašega telesa, to je vaš obraz. Ker pravzaprav mi vaš obraz spregovori o tem Božjem klicu. To, kar vidim v vašem obrazu, je to. Na vašem obrazu vidim in utrujenost, in potrtost, in žalost, in otopedost, in apatičnost, in rešetke. Vse to vidim. In kar poslujem s svojim življenjem, vse, kar sem dal na razpolago, je to, da služim temu obrazu, ki ga gledam vsak znova. Vse ne poslujem nič posebnega. Ja, sem vam pripravljen tudi temeljiti, v Svetem pismu piše, da je človek narejen po Božji podobi. Če je vaš obraz ni Božja podobnost, kaj je potem? Tukaj se mi zdi ta živost, ki jo kažete, no? Te potrebe, ki jih bere, od moj odgovor na to in postal sem duhovnik. To je bila ena taka skrajšena zid varianta, kako sem pravzaprav odgovoril na ta Božji klic. In še danes, tudi moje novomaško gesto, ki sem si ga izbral, je iz Matejevega evangelija, 25. poglavje. Karkoli ste storili enemu teh mojih najmanjših bratov, dodajam sester, ste meni storili. Prav, karkoli naredim njemu tukaj, imam tam dol, je zame, v mojem pogledu, ne vem, če v vašem mojem je, to pravzaprav dimenzija služenja in življenja odgovarjanja na neko poslanstvo. Želel je služiti temu obrazu in odgovarjati hkrati obrazu tega današnjega človeka. In ravno to mu v njegovem poslanstvu odlično uspeva. Pomembno mu je slišati človeka, saj meni, da se ljudje večkrat med seboj poslušamo, ampak se v resnici ne slišimo dovolj, da bi se znali kvalitetno sporazumevati. Z zaporom se je seznanil v prvem letniku teologije, do njega je prišel preko zanimivega izziva, kar mu tudi sicer v življenju zelo veliko pomeni. Služboval je tudi v Rimu, kjer je opravljal delo prostovoljnega svetovalca pri pomoči raznim zaprtim osebam, ki so bili iz drugih držav in niso govorili italijanskega jezika. Dotaknil se še mladih, ki živijo drugače, kot je bilo v prejšnjih časih. Mnogo mladih se odloči, da jo poroči prav on. In temu posveča posebno pozornost. S parom, ki jo bo poročil, preživi nekaj skupnega časa in jo spoznava, posluša, se pogovarja z njima. Prepoznaven je postal pred leti s svojima dvema vlogama, kot ju imenuje. In ju je med sabo težko ločiti, saj sta kot ena služba, eno delovno mesto, a drugo opravlja, ko ni v delovnem razmerju z državo, ko ne opravlja koordinacije med verskimi skupnostmi in potrebami zaprtih oseb glede duhovne oskrbe. Drugo vlogo opravlja znotraj katoliške skupnosti in takrat je zaporniški duhovnik, ko je duhovna oskrba povezana z različnimi skupinami. Poleg zaprtih oseb so tu še žrtve kaznivih dejanj, njihove družine, zaposleno osebje v zaporu, ljudje po prestani kazni, prostovoljci in Slovenci zaprti po svetu. Njegova avtorska knjiga na 72 straneh opisuje užaljenost, jezo, lenobo, laž, prepire, vse, kar se dogaja v zaporih, znotraj sivih 4 zidov in poti iz tako imenovanega notranjega zapora. Te 4 stene v zaporu minajo prej ali slej. Ali pa znamo podreti svoje notranje omejitve, ujetosti, predsodke, ograde, s katerimi smo se ogradili pred drugimi. V kolesju našega življenja je bistveno to, ali imamo notranji mir, harmonijo in usklajenost. Kako to doseči, je dolgotrajen proces. Samo z nekimi hitrimi instant metodami tega ne moremo doseči.